Obstaja veliko televizijskih oddaj, ki se v pogledu nazaj zdijo zelo drugačne, kot so bile, ko so bile prvič predvajane. To je morda zaradi običajne spremembe kulturnega ozračja. Včasih pa imajo dejavniki iz ozadja ali celo usporednice z resničnim svetom večji vpliv, kot bi pričakovali. Številka 10. Z več kot 800 epizodami v 37 sezonah ni presenetljivo, da so nekatere epizode Simpsonov danes se sodobnemu občinstvu zdijo zelo drugačne, kot so bile v prvotni izdaji. To še posebej velja za vsako epizodo, ki je na videz napovedala prihodnost. Po nečem, po čemer je serija zdaj znana. A bila je še ena novejša epizoda, ki ima trenutek veliko bolj temačen, kot so si scenaristi prvotno zamislili, zaradi srhljivih usporednic z resničnim življenjem. Iskanje gospoda Goodbara je epizoda iz leta 2017 serije Simpsonovi. Ni imela posebej visoke gledanosti in večina oboževalcev bi si jo danes zapomnila predvsem po stranski zgodbi, ki se je osredotočala na norijo, ki se je končala že leto pred izidom epizode. Glavni poudarek epizode je na Bartu, ki se spoprijatelji s starejšimi ženskami v zameno za darila. V stranski zgodbi postaneta Homer in Lisa obsedena z igro Pokémon Get, očitno parodijo na mobilno igro Pokémon Go. Epizoda se dotakne številnih kritik aplikacije, vendar je glavni poudarek na varnosti igralcev. Leta 2016 so se pojavljale novice o ljudeh, ki so zašli v težave ali doživeli nesreče med igranjem aplikacije, ker niso gledali, kam hodijo. V epizodi Simpsonov tako Homer kot njegov sodelavec med lovljenjem pošasti v igri vstopita v jedrski reaktor. Kasneje Homera napade Skug, potem ko misli, da je to digitalno bitje z imenom Stunkis. Lisa predlaga, da mora imeti Homer nekoga s seboj, ko igra igro, kar so ustvarjalci igre Pokémon Go priporočili tudi igralcem v resničnem življenju. Veliko kritik na račun epizode je izhajalo iz dejstva, da je bila parodija leto dni prepozna. V resničnem življenju je norija za Pokémon Go že do konca leta izvenila. Tudi Simpsonovi so se tega očitno zavedali, ko Homer reče Marge, da je prepričan, da bo ta muha kmalu minila. In stepovski prodajalec trdi, da je igra, ali pa je vsaj bila, večja od Jezusa, kar kaže, da je že začela izginjati. Za večino gledalcev je bila to preprosto pozabljiva epizoda, a v Rusiji ni bilo tako. Ruski televizijski kanal 2x2 je napovedal, da te določene epizode Simpsonovih ne bo predvajal, ko bi morala iziti v tej državi. Novica je prišla le nekaj dni pred tem, ko je bil bloger obsojen za bogokletje, zaradi dogodka, ki je bil zelo podoben šali v epizodi. Na neki točki Homer zaide v mestno cerkev, da bi v aplikaciji ujel pošasti. Župnik ga poskuša kritizirati zaradi njegovih dejanj, kar spodbuja komentar striparja o priljubljenosti aplikacije v primerjavi z vero. Poleti 2016 so ruske oblasti napovedale, da je igranje Pokémon Go v cerkvi prepovedano. To je bilo del zakonodaje, znane kot zakon o bogokletju. Domnevno je namenjen zaustavitvi skrajnežev in sovražnega govora, vendar pa je bil po navedbah Amnesty International uporabljen tudi za pregon kritikov vlade. Septembra 2016 je Ruslan Sokolovski objavil video, o katerem igra igro v katedrali. In trdil je, da ni mogoče nikogar preganjati, ker se igra s telefonom v skoraj prazni cerkvi. Aretirali so ga in maja 2017 spoznali za krivega spodbujanja sovraštva ter žaljenja verskih čustev. Sokolovski je prejel pogojno kazen 3 let in pol. Preden je bila epizoda Simpsonovih sploh predvajana, so jo kritizirali konservativni cerkveni uradniki. Eden od nadduhovnikov je dejal, da je bila epizoda hollywoodska propaganda, namenjena kompromitiranju ruske družbe. Številka 9. Super Weapon R1 je bila epizoda japonske znanstveno-fantastične serije Ultra 7, ki je bila predvajana leta 1968. Že takrat se je ukvarjala s težko tematiko in uporabljala močne podobe, ki so črpale navdih iz resničnih grozot. Toda leta 2011 so resnični dogodki pomenili, da je bila epizoda začasno prepovedana za ponovne predvajanja. Ultra 7 je bila igrana oddaja s praktičnimi učinki in kostumi, ki so jih uporabili za ustvarjanje pošasti tedna. Serija je bila postavljena v bližnjo prihodnost, ko je Zemlja pod stalno grožnjo vesoljskih invazij. Glavni lik je Dan Moroboshi, skrivni vesoljec, katerega prava oblika je naslovni Ultra 7. Ultra 7 naj bi bil varuh miru, deluje kot zaščitnik planeta, kar se običajno konča v bojih s tedenskim kajujem. Toda v epizodi Super orožje R1 pravi, pošast morda ni vesoljsko bitje, ki pride napasti planet. Epizoda se začne z znanstveniki iz terestrične obrambne sile, ki zaključujejo delo na novem orožju, ki ga imenujejo R1.
Dovolj je veliko, da uniči celoten planet in je več tisočkrat močnejše od kateregakoli jedrskega orožja, ki je bilo kdajkoli ustvarjeno. Dan opozori na nevarnosti uporabe takega orožja in na oboroževalno tekmo, v katero so se znanstveniki spuščali. Podobnosti med oboroževalno tekmo v času hladne vojne in uporabo jedrskega orožja kot odvračanja so bile očitne. Pisci Ultra 7 pa so jasno dali vedeti, da te oboroževalne tekme ne vidijo kot nekaj dobrega. Nažalost, nihče v epizodi ne posluša Danovih komentarjev. Znanstveniki se odločijo preizkusiti orožje na planetu, za katerega menijo, da je nenaseljen. Preizkus je uspešen in planet je uničen z R1. Toda preden lahko preveč praznujejo, znanstveniki ugotovijo, da so naredili ogromno napako. Izbrani planet ni bil nenaseljen. Veliko, mutirano bitje nato vstane iz razbitim planeta in se odpravi naravnost proti Zemlji. Preostanek epizode je boj med Ultra 7 in to pošastjo. Prvi boj poteka na pokopališču, kjer stoji tudi uničena cerkev. Cerkev je oblikovana po katedrali Urakami, katedrali, ki je bila uničena med jedrskim napadom na Nagasaki. Pošast poskuša razširiti radioaktivno onesnaženje po Zemlji, vendar jo Ultra 7 na koncu epizode uniči. Ko so znanstveniki spoznali grozote, ki so jih morali povzročiti temu bitju in drugim, ki so živeli na uničenem planetu, so se zaobljubili, da bodo končani program orožja in epizoda se konča. Super orožje R1 se očitno ukvarja z resno temo, še posebej, če upoštevamo, da je oddaja namenjena otrokom in družinam. Malo verjetno je, da je bila pošast, ki je preživela napad, edino bitje na planetu in ljudje v zgodbi so odgovorni za izbris neštetih življenj. Toda oddaja je bila lahko predvajana brez težav in se je v ponovitvah pojavljala vse do leta 2011. Super Weapon R1 naj bi bilo ponovno predvajano kmalu po potresu in tsunamiju marca 2011, ki sta prizadela Japonsko. Da bi bilo še huje, je tsunami povzročil taljenje jedrske elektrarne Fukushima. Takrat je bilo veliko ljudi, ki so živeli v bližini, zaskrbljenih zaradi nevarnosti jedrskih onesnaževal iz elektrarne. Glede na jedrske teme, Ultra 7 in še posebej zaradi pošasti, ki je poskušala širiti sevanje, so se televizijske mreže odločile, da te epizode ne bodo ponovno predvajale. Številka 8. Mladoporočenca je bila ena prvih resničnostnih televizijskih oddaj, ki so jih kdajkoli predvajali. Oddaja se je začela predvajati avgusta 2003 in je pripovedovala zgodbo Jessike Simpson in Nika Lashea, ki sta se poročila manj kot leto dni prej. Oddaja je trajala le 3 sezone in tlakovala pot resničnostnim zvezdnikom ter kulturi vplivnežev, ki jo vidimo danes. Prav tako pa je prikazovala propadajoč zakon, ki se je končal le nekaj mesecev po koncu zadnje sezone. Sčasoma so se oboževalci oddaje bolj nagibali k Simpsoni, ki je postala veliko bolj priljubljena v medijih. Njena slava je rasla, medtem ko se je Laši trudil dohajati z njo. Hkrati so se težave v njunem zakonu začele kazati v oddaji. Ko danes gledamo posnetke oddaje, je veliko oboževalcev poudarilo, kako toksičen se je zdel njun odnos. Posnetek iz oddaje je postal viralen, prikazuje pa par, ki se pripravlja na svoj prvi skupni koncert. Na posnetku so vidni Simpsonovi starši, ki jih skrbi, ker njihova hči ni ničesar pojedla. Lashey pa se je zdel bolj zaskrbljen zaradi tega, koliko se njegova žena pritožuje. Ko se Simpsonova pripravi, da bi šla na nastop, ugotovi, da je njen mož že odšel brez nje, kar jo očitno prizadene. Zadnja epizoda oddaje Mladoporočenca je bila predvajana marca 2005, vendar sta par že decembra vložila zahtevo za ločitev. Novica o njuni razvezi bi seveda osvetlila celotno oddajo v novi luči. Nekateri so za razpad njunega zakona krivili resničnostno televizijsko oddajo, čeprav je Simpsona trdila, da temu ni bilo tako. Verjame, da bi se razšla tudi brez kamer in da jima je igranje likov v oddaji pomagalo, da sta ostala skupaj dlje časa. Toda za Lasheja je bil to del problema. Likih sta zabrisala meje med resničnostjo in fikcijo ter povzročila dodaten pritisk na že tako propadajoč zakon. Številka 7. Rowan in Martinova oddaja Laugh-In je bila humoristična skeč oddaja, ki so jo predvajali na NBC-ju med letoma 1968 in 1974. Oddaja je potekala v formatu, ki bi bil danes sodobnim gledalcem dobro poznan, a je takrat revolucioniral komične televizijske oddaje, poleg tega pa je dvakrat tudi natančno napovedala prihodnost. Komedija je bila aktualna in se je običajno norčevala iz vsega, kar je bilo takrat v novicah. Takrat je bil kalifornijski guverner Ronald Reagan pogosto tarča teh šal, saj je bila oddaja posneta v Burbanku v Kaliforniji.
Reagan je bil tudi predmet prve šale Rowena in Martina, ki se je uresničila. Priljubljen segment v oddaji Laugh-In je bil novice iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vsak del je vseboval niz šal o novicah iz različnih časovnih obdobij. Novice iz prihodnosti so lahko vključevale nove dogodke, ki naj bi se zgodili čez nekaj let ali celo šele čez 20 let. Običajno so bile to šale, namenjene norčevanju iz dogajanja v tistem trenutku. V epizodi iz leta 1969 je Dan Rowan predstavil novice iz prihodnosti s prispevkom iz Washingtona DC leta 1988. Trdil je, da je predsednik Ronald Reagan danes ponovno zanikal, da bi bil kandidat za guvernerja Kalifornije. Šala je nastala 2 leti po začetku njegovega prvega mandata kot guverner, Reagan pa do takrat ni izrazil nobenega zanimanja za predsedniški položaj. Novica se je zdela tako absurdna, da se preprosto ne bi mogla zgoditi. Reagan je nato kandidiral za predsednika leta 1980, 11 let po predvajanju epizode, in je bil na položaju od 1991 do 1989, kar zajema časovno obdobje, v katerem je bila šala postavljena. Ni presenetljivo, da ga v resnici nikoli niso vprašali, ali se bo vrnil na položaj guvernerja Kalifornije. Toda dejstvo, da je sploh postal predsednik, je bilo za mnoge dovolj, da so trdili, da je Rowan napovedal prihodnost. Še ena natančna napoved prihodnosti je prišla leta 1969. Ta bi se gledalcem tistega časa zdela še bolj absurdna. Spet je kot voditelj novic iz prihodnosti Rowan podal poročilo. Poročilo iz Berlina, 20 let v prihodnosti, leta 1989. Trdil je, da je danes na ulicah ples, saj je vzhodna Nemčija končno podrla berlinski zid. Veselje pa ni trajalo dolgo, saj so zid hitro nadomestili s polnim jarkom aligatorjev. Berlinski zid je dejansko padel leta 1989, pri čemer so številne dele podrli vzhodno-nemški civilisti. Objava, da je zdaj mogoče prehajati med obema stranema Berlina, je po vsej državi sprožila praznovanja. Žal Rowan tega ni dočakal, saj je umrl leta 1987 po boju z limfomom. Številka 6. 8 let je bila serija Razočarane gospodinje, ena najbolj priljubljenih televizijskih oddaj na televiziji. Začela se je predvajati leta 2004 in že v naslednji sezoni podeljevanja nagrad prejela prve nagrade, vključno s 6 Emmiji in 2 Zlatima globusoma. A ni minilo dolgo, preden so govorice o drami v zakulisju začele metati senco na serijo. Igralska zasedba in ekipa sta se trudili zanikati ali se norčevati iz govoric, a nedavne razkritja naredijo te zanikanja še bolj nenavadna, če pogledamo nazaj. Potem, ko je serija Razočarane gospodinje osvojila Zlati globus za najboljšo serijo, musical ali komedijo, so zvezde oddaje povabili na fotografsko snemanje za Vanity Fair. To je bil še en znak, da oddaja ni bila le priljubljena, ampak pravi kulturni fenomen. Ko pa je številka izšla, so bralci dobili več, kot so pričakovali. Pod naslovno fotografijo 5 zvezd oddaje, ki so pozirale v kopalkah, je bil podnaslov Prava življenjska telenovela v ozadju najbolj vroče TV oddaje. Ne boste verjeli, kaj vse je bilo potrebno, da so sploh posneli to fotografijo. V izjemno nenavadni potezi za revijo je bil objavljen članek, ki je pojasnjeval vse težave, s katerimi se je fotografska ekipa soočala pri poskusu zajema naslovne fotografije. Pajsec je pojasnil, da je še preden se je fotografsko snemanje sploh začelo, prispel neimenovani predstavnik ABC-a s smernicami. Predstavnik je opozoril, da Terry Hatcher pod nobenim pogojem ne sme prva v garderobo. Fotograf se je s prošnjo strinjal, vendar naj bi se Hatcherjeva že srečala z ekipo za garderobo in prva izbrana kopalke, ki jih bodo ženske nosile. Med fotografiranjem je Ava Longoria pošiljala sporočila predstavniku, da mu je povedala, da stvari ne potekajo dobro. In Marsha Cross je nanj zakričala, naj opravi svoje delo, ko se je Hatcherjeva postavila v sredino fotografije. Kasneje so videli Hatcherjevo, kako je jokala v svoj telefon med burnim pogovorom. Nekaj mesecev kasneje se je Longoria norčevana iz govoric v oddaji CNN. Skeč je bil naslovljen, kaj se je v resnici zgodilo na fotografiranju za Vanity Fair z razočaranimi gospodinjami. V njem je Longoria igrala vlogo Hatcherjeve, medtem ko so redni komiki SNL igrali druge igralke in neimenovanega predstavnika ABC-a. Skeč je pretiraval trditve iz članka v Vanity Fairu in se šalil, da bi druge ženske tožile, če bi bila Hatcherjeva v središču fotografije. Celoten skeč je bil namenjen temu, da pokaže, kako absurdne so bile govorice in kako neresno jih je jemala Longoria, ter posledično tudi druge igralke. Govorice o napetih odnosih med člani igralske zasedbe so se nadaljevale še vrsto let. Večina teh je bila zanikana, vendar so se sčasoma razkrili deli resnice.
Leta 2019 je Felicity Huffman zašla v pravne težave zaradi svoje vloge v škandalu s sprejemom na fakulteto, kjer je priznala, da je plačana za izboljšanje rezultatov SAT svoje hčerke. Logorija je napisala pismo v podporo svoji nekdanji soigralki in prosila za prizanesljivost. Pojasnila je, da jo je med snemanjem prve sezone serije Razočarane gospodinje ena od soigralk ustrahovala. O ustrahovanju ni nikomur povedala, vendar je Huffmanova očitno opazila, kako napeta je bila in je ustrahovalki rekla, naj preneha. Pisatelj Mark Cherry je te trditve tudi podprl. Številka 5. Epizode serije Cona sumraka so bila zasnovane tako, da so bile same po sebi srhljive in vznemirjajoče. Pripovedi običajno govorijo o nenavadni situaciji z grozljivimi posledicami za vpletene like. Obstaja nekaj srečnih koncev, vendar so v nekaterih epizodah resnični dogodki, ki so se zgodili po prvotnem predvajanju epizode, dali tem epizodam še bolj nadrealističen občutek. Polnočno sonce je bilo prvotno predvajano novembra 1961. Pripovedovala je zgodbo o umetnici iz New Yorka po imenu Norma in njeni najemodajalki, gospe Bronson, ki se spopadata z izjemno vročino. Uvodna pripoved roda Serlinga razkrije, da je bila Zemlja zaradi neznane sile izvlečena iz svoje orbite in zdaj drvi proti Soncu. Preostalo je le še nekaj tednov življenja, preden bo celoten planet pogoltnila zvezda, ki mu je nekoč dajala življenje. Vsak dan postaja temperatura po vsem svetu vse višja in višja. V New Yorku so se ljudje na različne načine poskušali spoprijeti z izjemno vročino. Celotno mesto je postalo mesto duhov, edini ljudje na ulicah pa so člani potikajočih se roparskih tolp. Nekateri ljudje so odpotovali bolj na sever v upanju, da bodo našli hladnejše vreme. Norma in gospa Bronson sta v svojih stanovanjih in se po svojih najboljših močeh trudita preživeti z omejeno zalogo vode. Epizoda je bila posneta poleti v San Franciscu, občasno pa so dodatno zvišali temperaturo, da bi bilo za igralce še bolj realistično. Res so se kuhali v vročini in med snemanjem skoraj doživeli toplotni udar. V epizodi sta obe ženski podlegli vročini, na koncu pa se je izkazalo, je bil celoten scenarij le plod Normine domišljije. V resnici se Zemlja dejansko oddaljuje od Sonca in planetu ostaja le še malo časa, preden vsi na njem zmrznejo. Seveda pa scenarij izhoda iz orbite v resničnem življenju ostaja omejen na znanstveno fantastiko. Toda naraščajoče temperature in vplivi na zdravje so za mnoge ljudi postali preveč resnični. Izraz globalno segrevanje se ni pojavil vse do približno 15 let po predvajanju te televizijske epizode, vendar so znanstveniki že ugotovili, da se svetovne temperature zvišujejo zaradi emisij ogljika in drugih toplogrednih plinov, ki se izpuščajo v ozračje. Odkar je bil izdan polnočno sonce, so se svetovne temperature zvišale za približno 1,3 stopinje Celzija. Še naprej se samo zvišujejo. Trenutno je večina sveta za zdaj še ušna prizorom praznih ulic in ljudem, ki se borijo za preživetje v svojih domovih, kot smo jih videli v televizijski oddaji. Vendar pa obstajajo kraji, kjer podnebne spremembe vsakodnevno vplivajo na življenje. Po nedavni študiji Lancet Countdown je veliko kazalnikov, ki spremljajo zdravstvena tveganja zaradi podnebnih sprememb, v preteklem letu doseglo rekordne ravni. Po poročilih je zaradi izpostavljenosti vročini življenje izgubilo na 100.000 ljudi, večina teh pa ne bi trpela brez človekovih podnebnih sprememb. Poleg tega naraščajoče temperature povzročajo, da so druge bolezni še resnejše, prenašalcev bolezni pa je več. Številka 4. Leta 2005 je PBS začel predvajati izpeljanko svoje priljubljene televizijske oddaje Nova, imenovano Nova Science Now. To naj bi bila dinamična oddaja v slogu revije, ki bi se osredotočala na najnovejše znanstvene novice. Le nekaj mesecev po prvi oddaji se je izkazalo, da je bil eden od prispevkov srhljivo preroški. Prva epizoda televizijske oddaje je bila predvajana 25. januarja 2005. Vsebovala je prispevke o zrcalnih nevronih in kinetičnih skulpturah, vendar je del, zaradi katerega je postala zloglasna, govoril o orkanih. Prispevek se je začel z razlago, kako nevarni so lahko orkani, vendar jih je bilo v preteklosti težko napovedati. Nova tehnologija je omogočala lažje napovedovanje, ne le kje in kdaj se bo orkan pojavil, ampak tudi ali bo postal močnejši. Da bi pojasnili pomen te nove tehnologije, so se v prispevku osredotočili na New Orleans. Na nekaj mesecev prej, med sezono orkanov leta 2004, je bil New Orleans v veliki nevarnosti zaradi orkana Ivan. Orkan je v zadnjem trenutku spremenil smer in mesto se je uspelo izogniti katastrofi. Toda program opisuje, kako hudo bi lahko bilo.
Do 50,000 ljudi bi lahko izgubilo življenje, milijon ljudi pa bi ostalo brez doma, če bi bilo mesto potopljeno pod vodo. Leta 2004 so znanstveniki, ki so preučevali orkan Ivan, bali, da se bo to zgodilo. Potekale so množične evakuacije. To bi rešilo nešteto življenj, če bi orkan dejansko udaril. V televizijski oddaji so intervjuvanci razpravljali o možnosti novega orkana v bližnji prihodnosti. Eden od njih pravi, da bo v naslednjih 10 do 15 letih nekje ob ameriški obali prišlo do tragedije. Drug je izjavil, da ga je najbolj strah, da bi orkan 2. ali 3. kategorije prešel v 4. ali 5. kategorijo in da mesta ne bi uspeli pravočasno evakuirati. Prav tako je bila skrb, da ljudje ne bi jemali ukazov za evakuacijo resno, saj je bil Ivan lažni preplah. Ocena, da se bo tragedija zgodila v desetletju, se je izkazala za resnično veliko prej, kot so pričakovali. Avgusta 2005, le 7 mesecev po predvajanju epizode Nova Science Now, je orkan Katrina prizadel New Orleans. Prizori in novinarski prispevki o nesreči so skoraj popolnoma spominjali na to, kar je bilo opisano v programu PBS. Kot je bilo opisano v televizijski oddaji, so nasipe, ki bi morali ščititi mesto, preplavile vode in so popustili. Voda iz bližnjega jezera in reke je poplavila mesto, skupaj s tisto, ki je prišla neposredno zaradi orkanov. Celotno mesto je bilo potopljeno pod vodo. Mnogi, ki niso izgubili življenja, so izgubili vse drugo. Kasnejše študije so pokazale, da se mnogi ljudje niso evakuirali, deloma zaradi svojih izkušenj z lažnim alarmom, povezanim s hurikanom Ivan. Še en strah izražen v oddaji. PBS se je osredotočil na New Orleans, ker so vedeli, da bo uničenje, kot ga je povzročil hurikan Katrina, verjetno prišlo v prihodnosti. A niso mogli pričakovati, kako hitro se bo ta napoved uresničila. Številka 3. Leta 2007 je BBC-ov dokumentarni program Panorama usmeril svoje kamere v Scientologijo, njene člane in nekatere njene največje kritike. To je bila ena najbolj gledanih epizod programa, deloma zaradi polemik, ki so se stopnjevale v tednih pred predvajanjem. Leta kasneje, ko je vedno več Scientologov zapustilo organizacijo, je resnica v ozadju te polemike naredila dokumentarec še bolj srhljiv. Scientology and Me sledi preiskovanemu novinarju Johnu Sweeneyju, ki poskuša ustvariti dokumentarec o cerkvi. Prvotna zasnova epizode je bila, da bo Sweeney raziskal, ali si cerkev še vedno zasluži svoj zlovešči sloves. Leta 1994 je sodnik Višjega sodišča v Los Angelesu opisal Scientologijo kot čudaško in paranoično, ter kot organizacijo, ki nadleguje svoje sovražnike in škoduje svojim članom. V letih po tej oceni cerkev trdi, da je spremenila veliko svojih praks. Morda je zdaj smiselno vprašati, ali si še vedno zasluži takšen sloves. A tako je bilo jasno, da bo Sweeney naletel na težave. Skozi ves dokumentarec ga spremlja Tommy Davis, mednarodni tiskovni predstavnik organizacije. Sprva je cerkev očitno želela pomagati pri snemanju dokumentarca. To se je spremenilo, ko je BBC vztrajal pri intervjuvanju nasprotnikov in kritikov organizacije. Nekaj, česar Scientologi niso želeli dopustiti. Sweeney je vseeno opravil te intervjuje. Vsaj enkrat se je Davis pojavil na enem od teh intervjujev brez opozorila, čeprav o tem prej ni bil obveščen. Ob drugi priložnosti je televizijska ekipa intervjuvala žensko, katere hči je prekinila stike z njo, potem ko se je pridružila kultu. Kmalu po snemanju se je hči vrnila in trdila, da se želi ponovno povezati z materjo, ter jo prosila, naj ne sodeluje v programu, zato je ženska umaknila svoje soglasje. Med celotnim snemanjem je imel Sweeney občutek, da ga člani organizacije spremljajo. Skrivnostne postave so očitno sledile ekipi. Ko so jih soočili, niso odgovarjali na vprašanja. Sweeney je vprašal Davisa in Mika Rinderja, še enega predstavnika organizacije, o domnevnem zasledovanju, a sta trdila, da je samo paranoičen. Še preden je bil dokumentarec predvajan, so o njem že razpravljali, med snemanjem pa je Sweeney izgubil živce nad Davisom. Davis je obtožil novinarja, da daje prednost enemu od kritikov Scientologije. Oba sta med prepirjem povzdignila glas. Sweeneya pa so posneli, kako je kričal, da Davis ni bil prisoten na začetku intervjuja in ne more vedeti, ali je Sweeney zahteval dokaze za obtožbe. Ko je Sweeney začel kričati, se je Davis zdel bolj umirjen. Posnetek prepira je cerkev delila na YouTubeu, kjer je Sweeney deloval jezen in agresiven, medtem ko je bil Davis miren. Sweeney je priznal, da se je neprimerno obnašal in trdil, da se je takrat opravičil. 3 leta po izidu dokumentarca Scientology and Me se je Sweeney k tej temi vrnil v oddaji The Secrets of Scientology, še eni epizodi Panorame.
Do tega trenutka je Rinder zapustil organizacijo in po njegovih besedah je bil vodja Scientologije David Miscavige nezadovoljen s tem, kako je Rinder ravnal z dokumentarcem. To je bil del razloga, zakaj so ga poslali v Anglijo in ga prisilili, da zapusti višje položaje v cerkvi. Rinder pa je nato prebegnil in se v nadaljevanju oddaji pogovarjal s Sweeneyjem. Priznal je, da Sweeney ni bil zgolj paranoičen, ko ga je skrbelo, da ga zasledujejo. Dejansko so ga zasledovali. Organizacija se je lotila številnih dejavnosti, da bi BBC prepričala, naj ustavi dokumentarec, vključno s tem, da so Sweeneyja spremljali skozi celotno snemanje. Številka 2. The Morton Downey Jr. Show se je predvajala 3 leta, med letoma 1987 in 1989. V tem času je zavedno spremenila medijsko krajino, čeprav je njenega voditelja danes večinoma pozabilo. Downeyja štejejo za pionirja formata, tako imenovane trash TV oziroma smetarske televizije. Sodobno občinstvo bi lahko opazilo podobnosti med to oddajo in programi kot sta Jerry Springer Show ali Maury, skupaj z navdušenim studijskim občinstvom, ki vzklika ime voditelja. Medtem ko sta se Springer in Maury običajno ukvarjala z medosebnimi težavami med člani javnosti, se Downey ni izogibal pomembnim aktualnim temam, o katerih so takrat govorili. Oddaja je imela rada kontroverze. Downey je vabil goste, da so govorili o vsem, od grozljivk do državljanskih pravic. Vse, kar bi lahko vzbudilo reakcijo pri njegovi strastni publiki, je bilo potencialna tema. Downey ni sedel kot sodnik med svojimi gosti, bil je prav tako vpleten v razprave kot vsi drugi, pa tudi v nasilje. Vsaj enkrat je udaril člana občinstva, s katerim se ni strinjal. Teme so bile običajno takšne, o katerih je Downey že imel svoje mnenje in zmerjal ter žalil je goste, ki so bili na nasprotni strani razprave. Bil je znan potem, da je gostom rekel naj utihnejo in da jim je pihal cigaretni dim v obraz. Kajenje je bilo ključni del oddaje. Downey se je nekoč pohvalil, da pokadi 4 škatlice cigaret na dan in da med oddajo kadi eno za drugo. Tema pravic kadilcev je bila v oddaji pogosto omenjena, Downey pa svojega stališča ni spremenil niti enkrat v času trajanja serije. Ko je bila oddaja Morton Downey Jr. Show na sporedu, so bili zdravstveni riziki kajenja že dokazani v znanstveni literaturi, vendar je tobačna industrija to skušala prikriti. Ni bilo pomembno le, da so PR kampanje prikazovane kajenje kot nekaj kulskega, temveč so morale ustvariti vtis, da znanost o tem še ni dokončna. Vsakdo, ki je poskušal spregovoriti in razkriti resnico o kajenju, je postal tarča blatenskih kampanj, namenjenih diskreditaciji. Ena od tarč teh kampanj je bil Stanton Glantz. Glantz je bil profesor medicine na Univerzi v Kaliforniji in je opravil raziskave o nevarnostih kajenja. Vodil je kampanje za politike brez kajenja in pravice nekadilcev. Glantz je iskal velike uspehe, a to je pomenilo tudi, da je bil velika težava za tobačno industrijo. To je bilo še toliko bolj očitno, ko je objavil dokaze, da je bila industrija že seznanjena z vsemi zdravstvenimi tveganji, s katerimi bi se lahko soočile njihove stranke. Glantz je bil gost v oddaji Mortona Downeyja mlajšega, med epizodo pa je Downey še naprej kadil in se norčeval iz svojega nasprotnika. Na neki točki je celo pihnil dim v obraz Glantzu, da bi ga utišal. Poudaril je, da izgleda veliko bolje kot znanstveniki, kljub svoji močni kadinski navadi, in s tem namigoval, da tobak ne more biti tako škodljiv. Kljub temu so drugi zagovorniki proti kajenju poskušali priti v oddajo, da bi pojasnili svoja prepričanja, a so bili vsakič zasmehovani. Šele po koncu oddaje je Downey spremenil svoje stališče. Leta 1996 so mu diagnosticirali pljučnega raka in zaradi bolezni je izgubil eno pljučno krilo. Downey je zapustil National Smokers Alliance in zdaj javno nastopal proti njim. Ko je pogledal nazaj na svojo kariero, je Downey povedal, da mu je žal, ker je kajenje naredil videti cool, še posebej za svoje mlajše oboževalce. Nažalost je bilo za mnoge prepozno. Downey je leta 2001 umrl zaradi pljučnega raka. Številka 1. BBC-jeva televizijska oddaja Top Gear je danes znana po svojih nesrečah in nezgodah. Običajno so predstavljene kot šala, voditelji pa redko utrpijo kakšne resne poškodbe zaradi vrtenja, prevračanja ali nesreč, ki jih doživijo. Toda šala v eni izmed epizod 8. sezone je le nekaj mesecev kasneje dobila povsem drugačen pomen. 8. epizoda je bila zadnja epizoda 8. sezone oddaje Avtomobilska oddaja, ki je bila prvič predvajana julija 2006. Poleg ocene novega športnega avtomobila in intervjujev z 2 zvezdnikoma, je epizoda vsebovala tudi tipičen izziv oddaje Top Gear. Voditelja Jeremy Clarkson, James May in Richard Hammond so dobili izziv, da kupijo kombi za manj kot $1000 in te kombije preizkusijo v nizu testov. Testi so bili zasnovani tako, da so na zabaven način prikazali prostornino za shranjevanje, vodljivost in vzdržljivost kombija.
Zadnji test je vključeval simuliran policijski pregoj. Trije voditelji so se izmenjevali v poskusu pobega pred profesionalnim voznikom Stigom, ki je vozil policijski avto. Cilj je bil opraviti celoten krog po namenskem testnem krogu oddaje, preden jih je Stig ujel. Voditelj bi dobil kratek časovni prednostni začetek, preden bi se začel lov. Hammond je za izziv kupil kombi Suzuki Super Carry. Bil je majhen in lahek. To je bila ovira, ko je moral prevažati tovor, vendar je Hammond zmagal v prejšnjem izzivu hitrosti. Voditelji so pričakovali, da bo majhen kombi najbolj uspešen tudi v policijskem lovu. Lov se je začel dobro, vendar ni trajalo dolgo, da je prišlo do nesreče. Hammond je pojasnil, da ima kombi sredinsko nameščen motor in verjel je, da bo lahko izvedel manever, imenovan skandinavski zdrs. A to ni uspelo in kombi se je prevrnil. Clarkson in May sta opazovala strani in se nista zdela pretresena zaradi nesreče. May je komentiral, da to pomeni, da je zdaj drugi. Clarkson se je obrnil proti kameri in rekel, da je Hammond izgubil življenje, ter povabil vse, ki bi želeli prevzeti njegovo mesto voditelja, naj pišejo BBC-ju. Hammond v nesreči ni bil poškodovan in je splezal ven skozi sprednje okno. Naslednja nesreča, prikazana v oddaji, ne bo tako komična. Po koncu 8. sezone je program začel pripravljati prispevke za naslednjo sezono. Eden Udtech je prikazoval Hammonda, ki je testiral Dragster Vampire, avtomobil na reaktivni pogon, ki so ga uporabljali za poskuse postavljanja hitrostnih rekordov. Snemanje je potekalo na nekdanjem letališču RAF Elvington 20. septembra 2006. Hammond in ekipa so bili skoraj že končali za tisti dan, ko se je odločil opraviti še en zadnji preizkus z Dragsterjem. Hammond je vozil s hitrostjo približno 463 km/h, ko je ena od pnevmatik doživela strukturno okvaro. Avto je nenadoma postal neobvladljiv in začel drseti. Hammond je poskušal zaviti v smer drsenja, medtem ko je zaviral in sprožil padalo, vendar avta ni mogel ustaviti, preden se je steza končana. Dirkamek je začel prevračati in ga je vleklo čez travo. Hammonda so izvlekli iz avta, bil je še živ, vendar v kritičnem stanju. Sledi v travi so pokazale, kje se je njegova čelada vlekla čez travo. Ko so ga nalagali v reševalni helikopter, je ponovno prišel k zavesti, vendar očitno ni imel pojma, kaj se dogaja, saj je vztrajal, da mora dokončati javljanje v kamero. Televizijskega voditelja so hitro odpeljani v bolnišnico, kjer je ostal v resnem stanju. Na srečo je Hammond, kljub poročilom o resni poškodbi možganov, popolnoma okreval. Začetek 9. sezone je bil preložen, vendar je bil Hammond, ko se je program januarja 2007 znova začel predvajati, del voditeljske ekipe. V letih po nesreči je Hammondova skoraj usodna nesreča postala predmet šal v oddaji. Toda takoj po nesreči se je Clarksonova šala v prejšnji epizodi zdela veliko bolj temačna. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.